Tako, gremo na drugo nalogo. In kaj imamo? Izračunaj površino in prostornino štiristrane piramide, kjer je osnovna ploskev pravokotnik s stranicami A je 3 cm in B je 4 cm, višina piramide je 6 cm. Kaj treba? Aha, prostornino in površino. Ok. Mogoče najprej izpišemo podatke. Imamo zdaj osnovna robova sta A je 3 cm in B je 4 cm. Imamo še višino celotne piramide, ki je 6 cm. Treba je izračunati V in pa P. Takole. Ok, no, dajmo si skico narisati. Skica je, kako naj rečem, zelo pomembna za to, da vidite stvari, a ne. Jaz bom zdaj takole. Če je štiristrana piramida, to pomeni, da je osnovna ploskev pravokotnik oziroma štirikotnik, v našem primeru pravokotnik. In dajmo zdaj to narisati, ne. Takole. 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 Pa takole. Ne, pravokotnik narišemo. Zdaj pa si izberemo, kje bo vrh in povlečemo te stranske robove. Takole. Ok, mogoče bi si še tule noter označili zdajle, dokler še imamo, kje je višina. Višina gre točno do središča. Ok. In je pravokotna na središče. Takole. Tako, ok, dobro. Pa označimo še stranice, da se bomo lažje znašli, se pravi, tule je zdaj stranica A, na oni strani stranica A, stranica B, stranica B. Tole je višina celotne piramide. Ok, a gremo malo poračunati. Najprej gremo mogoče prostornino. Prostornina je osnovna ploskev krat višina tretjin. Zdaj pa dajmo pogledati, a ne, kaj od tega imamo. Višino imamo, nimamo pa osnovne ploskve. Pa dajmo izračunati osnovno ploskev. Osnovna ploskev. Osnovna ploskev je pravokotnik in ploščina pravokotnika se izračuna A krat B. Ok, osnovna ploskev je potem 3 krat 4, torej je 12 centimetrov na kvadrat. Ok, ko imamo osnovno ploskev, enkrat lahko izračunamo prostornino. Prostornina je, pa gremo zdaj, prostornina je, osnovna ploskev je 12 krat prostornina je, višina je 6 centimetrov, vse skupaj vlomljeno z 3. Prostornina je 1, 3 pa 6 se pokrajša, da ne bomo toliko na kalkulator, pa dobimo 24 centimetrov na 3. To je prostornina naše piramide. Zdaj pa rabimo še površino, ne. Ok, površino. Mogoče bom jaz samo tukajle napisala prostornina je 24 centimetrov na 3. Osnovno ploskev tudi poznamo, je 12 centimetrov na kvadrat. Pa si bom tule samo en malo prostor naredila, da bo lažje, a ne. Tole, če pa niste uspeli prepisati, si pa previjte nazaj. Ok, se pravi, prostornino smo, ploščino osnovne ploskev smo. Zdaj pa dajmo izračunati
površino. Površina je pa takole, ne. Površina smo rekli, da se izračuna takole. Vzamemo osnovno ploskev, samo eno zdaj, ne dve, in pa ploščina plašča. Zdaj pa plašč je pa sestavljena, ne, sestavljen je iz dveh delov. Imamo dva trikotnika, ki sta nad stranico A, in pa dva trikotnika, ki sta nad stranico B. Pa bom jaz takole napisala, dobro. Plašč, dajmo izračunati tako, dvakrat ploščina trikotnika A plus dvakrat ploščina trikotnika nad B stranico, ne. Takole bi rekli, tole imamo zdaj en trikotnik in na oni strani še enega takega, ne. Ne, na tej strani imamo pa tegale. Pa na tej strani imamo tetle trikotnik, se pravi, ta dva sta B trikotnika, ona dva sta pa A trikotnika. Takole, evo, super. Zdaj pa, kako bi zdaj ploščino teh trikotnikov izračunali, ne? Dajmo mogoče najprej tegale na strani, ker bo nekako lažje nam risati. Evo ga. Tule dol si bomo označili še eno črto, ne. In tale trikotnik nas zanima. Jaz ga bom zdaj narisala posebej, takle, glejte. Takle imamo en trikotnik. Spodaj, tale spodnja stranica je B. Tule po njegovi sredini gre, pa recimo, višina na B. To je tale, ne, višina na B. Tu ob strani so stranski robovi. Nas pa zanima njegova ploščina. Ploščina tega trikotnika, se pravi ploščina trikotnika B, se izračuna kot višina na B krat B polovice. To je ploščina trikotnika, ne. Zdaj pa mi imamo, kaj imamo? Imamo B, ampak manjka nam pa višina na B. In to višino na B moramo pa zdaj nekako dobiti. No, in tu pa pride prav, da malo opazujemo noter, ker imamo vse te pravokotne trikotnike. In če bi takole pogledali, imamo tule eno stranico, potem po rdeči dol, pa po zeleni sem. In če jaz zdaj ta trikotnik narišem ven, dobimo takole. Takole navzdol gre višina, takole po desni strani, ne, je višina na B, tule je pravi kot. Zdaj bi še samo mi potrebovali tale del. Ker pa višina pride točno na sredino tega pravokotnika, potem je tale del točno polovica vzporedne stranice A. Okej, se pravi, da je tole A polovic. In kaj imamo? Imamo pravokotni trikotnik. In ta pravokotni trikotnik imamo znano tole višino, imamo A polovic, bomo znali zaračunati, ne. Računamo pa B, višino na B. In višino na B dobimo s Pitagorovim izrekom. Se pravi, višina na B na kvadrat je A polovic na kvadrat plus višina na kvadrat. Višina na B na kvadrat je A polovic, to pomeni zdaj 3 polovice, na kvadrat plus višina na kvadrat, 6 na kvadrat. Se pravi, da je višina na B na kvadrat enako 1,5 na kvadrat plus 36. Višina B na kvadrat je, pa dajmo zdaj tole v kalkulator. Imamo pa 1,5
na kvadrat plus 36 je 38,25. 38,25, da pa dobimo zdaj višino na B brez kvadrata, moramo pa dobiti koren iz 38,25. Se pravi, imamo koren, koren iz 38,25 je pa 6,2. Ne bomo zdaj pretiravali v natančnosti, se pravi 6,2 centimetra je naša višina na B. Ok. Malo mi zmanjkuje prostora, pa bomo rekli tule naprej. Bom napisala v tejle formuli, ne. Ja. Višina na B je 6,2, B je 4 centimetre, polomljeno z 2, kar je 6,2 krat 2. 6,2 krat 2 je pa je 12,4. Se pravi 12,4 centimetra na kvadrat. Vem, da mogoče ste nekateri videli, da se ta dvojka pa ta dvojka pokrajšata, vse, kar vidite naprej, to pa da veste, da lahko uporabite, če je le matematično pravilno, ne. Trikotnik B, ploščina trikotnika B, smo rekli, je zdaj 12,4 centimetre na kvadrat. Tako. Zdaj nas pa čaka v bistvu podoben premislek še za naš drugi trikotnik. Mi že prostora zmanjkuje, to so pa že zdaj zahtevne naloge za reševanje, a ne? Ok. Tako. Kaj moramo zdaj narediti? Je izračunati zdaj pa ploščino tega sprednjega trikotnika. Šlo bo podobno, seveda. Jaz bom... Evo ga, pa dajmo. Se pravi, mi zdaj računamo ploščino trikotnika nad stranico A. Če hočemo izračunati ploščino trikotnika nad stranico A, rabimo višina na A krat A polovic. Višino na A si lahko predstavljate tule dol. Jo bom dala z pomenom. Gre od vrha pa do sredine stranice A in je na to stranico tudi pravokotna tole, ne. To bi bila zdaj višina na A. Tole je višina na A. In prav tako dobimo tule znotraj en trikotnik. In sicer dol gre tale višina, sem gre, se bomo še pogovorili kaj, in pa navzdol gre višina na A. Višina je pravokotna. Tale del je pa ravno na polovici B-ja. To pomeni, da je to B polovic. In podobno kot prej, dobimo, da je višina A na kvadrat enaka višina na kvadrat plus B polovic na kvadrat. Višina na A na kvadrat je, to je višina je 6 na kvadrat, plus B polovic, se pravi 4 polovice, to sta pa 2 na kvadrat. Višina A na kvadrat je 36 plus 4, višina A je 36 plus 4 je 40, pa pol, da dobimo še samo višino korenimo. Ok. Odlično, zdaj smo korenili, ampak še ne vemo, koliko to je, ne. Zato gremo na kalkulator in rečemo koren. Ovola. Koren 40. In dobimo 6,3.
In napišemo tule, napišemo 6,3. In zdaj lahko zračunamo ploščino našega drugega trikotnika. Višina na je 6,3 krat a je 3 centimetre polomljeno z 2. To pa dobimo. Dobimo pa 6,3 krat 3 pa deljeno z 2 je 9,45, pravi 9,45 centimetrov na kvadrat. Okej. No, zdaj imamo vse te ploščine in kaj se še spomnite, kaj smo sploh računali? Računali smo površino. Površina naše prizme je pa zdaj osnovna ploskev, to je 12 centimetrov na kvadrat, plus S plašča. S plašča je pa tole. Pa dajmo, to je zdaj 2 krat ploščina trikotnika pri A, to je 9,45, potem pa še plus, tule se ne vidim, ampak je na kvadrat, da ne bo koga zmotili. Okej, in pa še 2 krat ploščina trikotnika B, to je pa 12,4 centimetre na kvadrat. Takole. Jaz bom zdaj tale kalkulator bom odstranila, zato da boste videli vse to, no. Ja, če ne nam res manjka veliko table. Okej, ampak še vedno bom pa mogla zračunati tole. Se pravi, zračunimo zdaj tale račun. To pomeni 12 plus 2 krat 9,45 plus 2 krat 12,4. 55,7. 55,7 centimetrov na kvadrat. Tule je sicer rešitev drugačna, kaže, da bo treba malo preveriti moje račune. Vidim tole, kar na hitrico, ja, bi znala biti tako. Okej. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!